Dober dan, drage poslušalke in poslušalci Radia Celje. Dobrodošli v marčevski oddaji Evropska unija smo mi. V čisto pravi meteorološki pomladi pa pozdravljamo tudi doktorico Romano Jordan, našo evropsko poslanko, članico Evropske ljudske stranke in članico Slovenske demokratske stranke. Dobrodošli. Lep pomladni pozdrav. Mesec hitro mine, kaj ne? In nazadnje smo se tukaj pogovarjali februarja, ko je bilo še polno snega. Ja, sedaj je pa že sonce, sicer ko človek leti iz Brusla proti Ljubljani, je še videti sneg v Alpah, ampak dnevi so pa že sončni in kar več optimizma je. In veliko dobre volje. Se lažje dela, kaj ne? Tudi verjetno v Bruslju, ko je toliko lepih sončnih žarkov in vsega. Ja, večino dvoran imate prav, je res takih, da imamo okna, ampak vse pa niso take. Je bolje, se pozna, so tudi ljudje bolj navdušeni, čeprav se nekaterih močno loteva pomladanska utrujenost. Ampak saj veste, če želimo, vedno najdemo kakšen izgovor, se mi pa zdi, da je res tako bolj optimistično vzdušje. Danes bova klepetali o tematiki, ki je razvnela nemalo strasti, in sicer o aferi s konjskim mesom. To je afera, ki je zelo odmevala v celotni Evropi, ne samo pri nas. Naj malce povzamem, da se je ta živilski škandal februarja začel v Veliki Britaniji in potem odmeval po celotni Evropi, tudi pri nas. Pri čemer tu ni samo etični problem, ko so potrošniki mislili, da jedo goveje, v resnici pa so jedli konjske meso, ampak je ta afera prinesla še konkretne zdravstvene pomisleke, namreč konec koncev je bilo v teh izdelkih meso športnih konjev, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi. Kako vi gledate na to afero s konjskim mesom? Ta afera je res zelo resna, zelo je zamajala zaupanje potrošnikov in ne mine predstavitev oziroma pogovor s komisarjem, da ne bi rekel, da je še vedno evropski sistem eden izmed najvarnejših sistemov v svetu, vendar tu gre vendarle za meso, ki ni bilo označeno. Nekateri so dejali, da je to etični problem, kar dejansko je. Če človek kupi neko meso, ki misli, da je govejo, mu ne smemo ponuditi konjskega mesa. Še bolj pa je raznelo strasti dejstvo, da je veliko tveganje, da to meso morda je zdravju škodljivo. Za enkrat, jaz sem pravkar preverjala tudi strani Evropske agencije za varno hrano, testi še niso pokazali, da bi bilo to meso resnično nevarno, vendar testi še potekajo in kaj več bomo lahko povedali oziroma izvedeli šele sredi aprila, kajti takrat bodo tudi rezultati zbrani iz celotne Evropske unije in tudi javno objavljeni. Kot ste v eni od izjav dejali, je tukaj problematično tudi to, da je goljufanje pri označevanju izdelkov dejansko pripomore k temu, da se potrošniki počutimo prevarane. Kako se lahko sploh tovrstne goljufije zgodijo, na primer? Navkljub temu, da imamo v Evropi, pravite, najbolj dodelan sistem prehranske varnosti. Veste, to je tako, človek je izredno iznajdljivo bitje in ne samo pri hrani, vse povsod drugje se iščejo neke bližnjice, stran poti, zato da se optimira zaslužek in zato morajo biti ti sistemi resnično zelo, zelo dobro dodelani. Ampak ne morete nikoli in nikjer ne morete imeti 100% varnosti. Ni ne v energetiki, ne v prehranjevanju, ne kjerkoli drugje. Vedno obstaja možnost. Je pa potrebno te sisteme nadzore, inšpekcije tako organizirati, da je seveda ta možnost čim manjša. In ne glede na to, da govorimo, da je naš evropski sistem zelo dober, se vendarle zdaj pogovarjamo tudi o tem, kako bi bilo pa možno preprečiti takšne stvari v večji meri. In tu gre do razmišljanja in tudi ukrepi bodo šli v več smeri. Ena smer je zagotovo ta, da je potrebno pregledati, kakšen je sistem kazni, kajti kazni morajo biti odvračilne, tako da ne bo nekomu niti na misel padlo, da bi se česa lotil, kajti kazen bi morala biti pač tako velika, da se mu to ne bi splačalo. Potem je pa treba seveda tudi pogledati, kakšne pristojnosti ima Evropska komisija, ali so te dovolj velike, in zaenkrat se izkazuje, da ne. Pa še tretji sklop ukrepov, to pa je označevanje prehrane. Ali jo je možno bolje označiti in kako bolje?
Po besedah tiskovnega predstavnika Evropske unije ima leta dober sistem sledljivosti hrane, ki se prodaja v njenih članicah, in tako da naj bi izvor tega problema bil hitro znan. Tudi poseben sistem o hrani in o krmi deluje v članicah Evropske unije, kaj ne? Ampak verjetno imajo glavne niti potem v rokah države članice. Torej sistem je vzpostavljen na evropski ravni, pa vendarle odločajo in delujejo pa države. Ja, dejansko je tako. Standardi so določeni, to so evropski standardi, komisija pa ima več ali manj bolj koordinacijsko vlogo. Države članice pa morajo same izvajati inšpekcijske nadzore, poskrbeti, da so ti dovolj pogosti, da dejansko testirajo vse te snovi, kot je zapisano v evropski zakonodaji. In ravno o tem se zdaj pogovarjamo, kajti, ko je izbruhnila ta afera z konjskim mesom, je komisija pripravila tako imenovan usklajeni načrt. To je usklajeni načrt, kako naj države članice ukrepajo v tem primeru, torej v primeru konjskega mesa. In države članice so se same odločile, ali bodo delovale v skladu s tem, kar je Evropska komisija predlagala ali ne. Na srečo so se vse odločile, da bodo sodelovale v tem tako imenovanem usklajenem načrtu. Ampak za naprej bi bilo pa le dobro dati verjetno Evropski komisiji več pristojnosti, da bi v primeru, kot je bil ta, kadar se pač pojavi neko določene večje tveganje, imela Evropska komisija pristojnost, da bi od držav članic zahtevala, da določene ukrepe izvedejo. In kako ocenjujete kot evropska poslanka delo v Sloveniji na področju varovanja hrane? Torej, Slovenija kot država članica dosledno izpolnjuje vse te standarde na ravni Evropske unije? No, to sicer res težko rečem za Slovenijo, ker sem pač v glavnem informirana o stanju v Sloveniji iz medijev, delno tudi seveda iz stikov, ki jih imam s pristojnimi v Sloveniji, vendar zaradi tega bi bilo verjetno boljše, da to vprašanje njim zastavite, ampak iz tega, kar sem jaz videla, lahko rečem, da je Slovenija praktično prvi dan, ko je začel veljati usklajeni načrt, že začela tudi izvajati testiranja, da jih izvaja. Evropska komisija je tudi naročila državam članicam oziroma predlagala državam članicam, koliko naj bo najmanjše število testov, ki jih izvedejo, in Slovenija se je celo odločila za večje število testov, tako da jaz mislim, da nas nima kot potrošnike biti česa strah. Slovenija zagotovo izvaja evropsko zakonodajo na področju varne prehrane. Predlagam nekaj taktov glasbe, potem pa z doktorico Romano Jordan nadaljujemo klepet o aferi s konjskim mesom. Evropska unija smo mi. Gostja v studiu Radia Celje je doktorica Romana Jordan. Danes govoriva o aferi s konjskim mesom, predvsem o novih ukrepih, o starejšem nadzoru, ki ga pripravlja Evropska unija na tem področju. Pravite, da je sistem sledljivosti hrane v Evropski uniji dobro zastavljen in tudi zato je bila prevara hitro odkrita. A kot ste danes že dejali, so države članice odgovorne za izvajanje zakonov in za redne inšpekcijske preglede. S 1. marcem je bilo začeto obsežno testiranje DNA hrane z govejim mesom. Prisotnost nevarnih snovi v mesu se je iskalo tudi po klavnicah in to testiranje je delno sofinancirala Evropska unija, kaj ne? Ja, to testiranje je pravzaprav vsebina usklajenega načrta, ki sem ga že večkrat omenjala. V njem je Evropska komisija državam članicam predlagala, da naj opravijo 2 skupini testov. Prva skupina testov je testiranje DNA-ja, torej vsebnost konjskega mesa v govejem mesu. Se pravi, tu ugotavljajo testi, ali obstaja konjsko meso tam, kjer ga ne bi smelo biti, glede na deklaracije. V drugi skupini testov pa je testiranje na nevarno snov, to je na fenilbutazon, kajti obstaja veliko tveganje, da je bilo morda tu uporabljeno meso športnih konjev, pri teh pa je možno uporabljati tudi določene snovi ali zdravila, ki se jih sicer za konje, ki so namenjeni prehrani, ne sme uporabljati, in te snovi so zdravju škodljive. No in zdaj poteka tudi testiranje na te snovi.
Evropska komisija je državam članicam naložila minimalno število testov, ki naj ga izvedejo. Povedala je tudi, koliko testov naj bo na koliko ton mesa in dejala je, da naj se testiranje začne najkasneje 1. marca. Ti testi zdaj potekajo in potekali bodo en mesec. Po navedbah komisarja Borga bodo lahko celo podaljšani za 2 meseca, ampak prve rezultate pričakujemo že 15. aprila in ti bodo javno objavljeni. Torej, nikakršnih skrivalnic ne gremo, kajti vemo, da je res zaupanje potrošnikov tu bilo zelo, zelo načeto in da jim ga moramo povrniti in da jim ga lahko povrnemo samo z absolutno transparentnostjo. Torej, preko medijev verjetno bodo ti rezultati potem tudi javno objavljeni ali bo kakšen poseben portal, na katerem bomo lahko dostopali do njega? Zagotovo bo Evropska komisija pripravila takrat novinarsko konferenco, vsaj po izkušnjah doslej, in objavila rezultate tudi na spletni strani, svoji spletni strani, predstavila jih bo tudi v Evropskem parlamentu, tako da boste novinarji zlahka prišli do teh informacij. In tudi ljudje, tudi seveda potrošniki. Te afere, prehranske afere, si v zadnjem obdobju kar nekako sledijo ena drugi. Bolezen norih krav, pa potem parkljevka, pa ptičja gripa, sedaj to konjsko meso, ki ga ne bi smelo biti v govejih izdelkih. Potrošniki seveda z vsako tovrstno afero dodatno dvomimo v prehranjevalne verige, vse več je teh korakov od izvora hrane, pa potem do tega, da mi hrano dejansko dobimo in posledično je zaupanje v hrano vse manjše. Kaj po vašem mnenju storiti, da povečati prehransko varnost oziroma okrepiti zaupanje potrošnikov v hrano kot tako? Jaz bi rekla, da predvsem kaže to, da se najdejo nepravilnosti tudi na to, da sistem deluje, ker konec koncev kakih hudih zdravstvenih posledic pa zaradi tega ni bilo, se pravi, da so takšne prevare ali pa nepravilnosti odkrite dovolj hitro. Mislim pa, da je največ, kar lahko naredimo za potrošnika, za njegovo zaupanje, to, da naredimo sistem verodostojen. To pomeni, da morajo biti resnično informacije javno dostopne in da mora biti hrana primerno označena. Ko rečem primerno, pa niti najmanj ne mislim, da mora biti napisano na nalepkah in na deklaracijah vse, kajti potem je potrošnik zmeden, informacije preveč, v trgovinah se nam ponavadi mudi, niti ne utegnemo vsega prebrati. Se pravi, da je treba skrbno premisliti, kaj sploh na te deklaracije dati. In o tem imamo kar obsežne razprave tudi v odboru za okolje in zdravo prehrano na evropskem nivoju, kajti na evropskem nivoju je uravnavano in je pripravljena zakonodaja v te namene. Prej sva enkrat že omenili, a zagotovo ne bo odveč, če ponoviva, da po tej aferi s konjskim mesom seveda razmišljate v Evropski uniji o uvedbi ostrejših kazni za kršenje zakonodaje, tudi o okrepitvi pravil za označevanje hrane, to smo sedaj že povedali. Torej, država izvora naj bi bila navedena tudi na izdelkih s predelanim mesom. Ja, to doslej ni in resnično se je tu pojavilo kar nekaj pozivov, da naj bi bilo poreklo mesa označeno tudi v predelani hrani. Pozivi so celo zelo raznovrstni, recimo moj kolega Richard Zeber je dejal, da bi pričakoval celo trojno deklaracijo o izvoru in sicer o tem, kje je bila žival skotena, potem kje je bila vzrejena in potem kje je tudi končala svojo življenjsko pot, se pravi, da bi bila navedena tudi klavnica. Vendar pa se moramo ljudje, pri tem, ko načeloma skimamo, to bi bilo pa res v redu, se moramo zavedati, da se potem seveda število informacij na teh nalepkah strmo viša. Da to viša administrativne stroške. Moramo se vprašati, kaj pa z predelano hrano, ki vsebuje mnogo različnih vrst mesa, skratka, to res ni eno tako enostavno vprašanje, kot zgleda na prvi pogled in zato je Evropska komisija dejala, da bo pripravila eno analizo, kaj so tiste informacije, ki bi jih bilo treba dodati sedanjim deklaracijam na prehrani in to poročilo pričakujemo letos jeseni. Kaj pa ta okrepljena zakonodajna plat, torej nova pravila, strožja pravila, kdaj bodo ta zaživela v praksi?
To je pa še prehitno reči. Evropska komisija bo pripravila predlog, zdaj odvisno tudi po kakšnem postopku bo to šlo, ampak jaz mislim, da to zagotovo ne bo sprejeto letos in ne bo začelo veljati letos. Mislim, da to čaka Evropsko komisijo v naslednjem mandatu, ker vemo, da bodo volitve v Evropski parlament junija naslednje leto, takrat se zamenja tudi Evropska komisija in jaz težko verjamem, da bi bilo to možno izvesti že pred tem datumom. Doktorica Romana Jordan, hvala za tale klepet in kot vselej nas v zadnjem delu oddaje čaka popotovanje v tujo državo, v članico Evropske unije. Obiskali bomo Slovaško, katere evropski poslanec vas izjemno ceni, pravi, da ste vi in Lojze Peterle njegova najljubša prijatelja in to je Miroslav Mikolašik. Tudi v politiki obstajajo prijateljstva, ja, res smo se našli. Prisluhnili bomo, kaj vse nam priporoča, če gremo na Slovaško. Doktorica Romana Jordan, hvala za tale klepet. Vidimo se zopet aprila. Hvala tudi vam, se veselim. Evropska unija smo mi. Miroslav Mikolašik, evropski poslanec Slovaške, je za začetek z nami delil svoje znanje slovenščine. Dobar dan, kako si, ali jak se boje? Priporoča nam slovaška zdravilišča, a dodaja, da sta si Slovenija in Slovaška podobni na več področjih in ne zgolj po imenu. We are very similar countries and we are proud of our country. We think we have a lot of touristic attractions. We have beautiful medieval cities which are listed in UNESCO site. Slovaška in Slovenija sta si zelo podobni. Tudi pri nas je zelo veliko znamenitosti, tudi srednjeveška mesta, ki so pod UNESCO zaščito. Obvezno priporočam ogled Tater. Visoke Tater so gorska veriga, razgled na Slovaško je prečudovit. Tam lahko smučate, razvito je pohodništvo. 10-15 let nazaj je Slovaška odkrila tudi termalne vrelce. Imamo sodobna zdravilišča v okolici Tater, smučanje, plavanje, masaže. In moje slovenske prijatelje naj povabim v Tatre, ki so na severu Slovaške. Opozorim naj še na Košice. 80 km do ukrajinske meje je metropola vzhodne Slovaške, drugo največje mesto na Slovaškem, kjer najdete prekrasno gotsko katedralo iz 13. stoletja. In Košice town, in the biggest place in the central area, you can find beautiful French style Gothical cathedral from 13th century. Kaj nam priporoča evropski poslanec Mikolašik, ko govorimo o slovaški kulinariki? This is very good question. There is a lot of answers to this beautiful question. And you know, I'm medical doctor by training, and so I should advise you something healthy. But I will not. I will probably invite you for a feast when... Dobro vprašanje. Na to vprašanje imam veliko odgovorov. Glede na to, da sem po izobrazbi zdravnik, bi vam verjetno moral svetovati nekaj zdravega. Pa ne bom. Povabil bi vas na slovaško pojedino, ker jemo svinjino. Dodamo pire krompir in zelenjavo. Za zaključek pa dimen sir iz ovčjega mleka. To obvezno morate poizkusiti, ko ste na Slovaškem. Sheep milk fromage, cheese. You see, so this is something. This is a must, to enjoy these sheep milk products, and especially this smoked cheese out of this milk. Kot so prodorni slovenski športniki, tako imajo tudi Slovaki svoje vzhajajoče športne zvezde. Kdo širi dober glas o Slovaški? There are many of them. Currently these are hockey players from Slovakia playing for, Washington Capitals or Ottawa Senators, or... Veliko jih je. Trenutno so to slovaški hokejisti, ki igrajo onkraj luže. Imamo tudi mladega kolesarja Petra Sagana, mlad 25-letnik. Omeniti pa moram še nekoga. Slovaška je bila delo Avstro-Ogrskega imperija, kot tudi Slovenija. Ker se tam nismo počutili dobro, smo po prvi svetovni vojni ustvarili sodobno državo Češko-Slovaško. Mimogrede, to je bila v tem delu Evrope edina demokratična država v času med obema vojnama. Češko-Slovaška je bila takrat zelo obetavna država z dobro ekonomijo. Ustanovitelj Češko-Slovaške je bil Tomaš Masaryk, zelo pomemben politik in prvi predsednik Češko-Slovaške.
Prav tako eden od ustanoviteljev te države pa je bil Milan Rastislav Štefanik. Po izobrazbi fizik, spoznal se je na astronomijo, veliko dela v Parizu. Za novo državo smo potrebovali dodatno podporo, tudi iz Francije. In ta politik je bil najpomembnejša osebnost, ki je slovaške strani pomagala k uresničitvi te skupne države. Gentleman, Slovak politician, Milan Rastislav Štefanik, he was really the biggest, personage who contributed from Slovak side to the creation of this modern state.